pozdravljen in vsi kolegi, seveda podmorničari. Danes smo spet na podmorniškem vikendu tukaj v Pivki. Kakšno je počutje, vzdušje? Vzdušje je fenomenalno. Vidim, da tudi obiskovalci prihajajo s časoma, jih bo še več, ampak s trenutnim obiskom smo kar zadovoljni. No, lepo. Morda še za naše gledalke in gledalce, čist na kratko, kakšni so tvoji spomini na podmorničarske čase, kako doživljaš te stvari zdaj s časovno distanco? Bom rekel, spomini na preteklost so lepi. Malo obžalujem, da se je prenehalo to, tako, kot se je. Rekel, politika je naredila svoje. Zdaj pa... Ampak prijateljstvo in tovarištvo pa ostaja, ne? To ostaja. Prejšnji teden smo bili v Tivtu, v Črni Gori, pri naših kolegih, prijateljih, ki smo obeležili dan podmorničarjev, 8. april. Druženje je bilo, mi z naše strani slovenske smo bili najštevilčnejši v odnosu na ostala sorodna društva. Tako da druženje je bilo na nivoju, prijetno in želimo si, da bi take druženje bili še v prihodnosti. Ja, kaj se ti zdi, tako, če pogledava z distanco nazaj na tisti čas, kaj ti je bilo najtežje takrat v vašem poklicu, bi rekel, v vseh nevarnostih, ki so vas obdajale, kaj se je tebi osebno zdelo kot najtežja stvar za dati skozi, za jo preživeti? Ni bilo. Ni bilo? Ne. Ni bilo, ker na podmornici vsak član posadke je imel svojo nalogo, in ki jo je izvedel. In dejansko smo bili odvisni eden od druga. Tako, kot bi rekel Aleksander doma v Treh mušketirjih, vsi za enega, eden za vse. Taj eden je bil pa poveljnik podmornice. Posadka smo bili pa mi ostali. In to nas je držalo v vsem tem poklicu. Ja. Kako je danes, recimo, podmorničarjev nimamo več, ampak se pa, bi rekel, z veseljem spominjate tistih časov. Ohranjate pa ne samo, bi rekel, spomin na tiste čase, ampak tudi aktivno hodite okoli, vem, da greste na marsikateri izgled si pogledati še druge podmorničarske dežele in tako. Lansko leto je naše društvo organiziralo za člane izlet v Nemčijo. Se pravi, ogled nemških muzejev, ki isto Nemci so znani po podmorničarski tradiciji in negujejo to, in kjerkoli gre ogledati si te muzeje, ima kaj videti. In je to zelo lepo predstavljeno. Mi smo, bi rekel, tle na Balkanu, na prostoru vzhodni obali Jadrana, je edina podmornica večjega obima je v Tivtu. Drugače pa je tukaj Pivka, na Hrvaškem imajo Velebit, stoji ampak stoji. Ne uporablja se niti za oglede, nič. Sem rekel, to je škoda denarja. Če se še za trenutek ostava pri tej pivški podmornici, seveda največja značilnost je, da je električna, da je bil pogon na baterije. Šele zdaj se resnično poigravamo s temi električnimi avti. Lahko rečeva, da je bilo tu že nekako pred svojim časom. Ja, tudi, ker bi rekel, ki je ta model, tip podmornice prišel ven, se je v času takratne države so dobili ponudbo od tujih mornaric, da bi za njih izdelovali te podmornice. Ker sistem krmilarenja je bil edinstven in oni so rešili, tudi drugi so ga probali, ampak ga niso uspeli.
Jaz vam želim vsem fantom lep dan, pa tudi lep vikend in da bi se še veliko let tako dobivali in družili ob tej naši podmornici. Upajmo. Hvala. Da bomo zdravi in živi. Hvala lepa. No, lepo pozdravljeni na našem podmorničarskem vikendu tukaj v Pivki, pa vas prosim za eno čisto kratko predstavitev vas in pa seveda vaše enote, vašega dela. Lep pozdrav tudi vam. Moje ime je Tomo Narac, sem višji vojaški uslužbenec 10. razreda. Moja naloga je, da sem na ladji Ankaran, v bistvu sem glavni strojnik na ladji, torej upravljam z glavnimi motorji, imam pod nadzorom vse, kar se tiče tehnike na ladji. Zdaj danes mi predstavljamo 430. mornariški divizion. Tukaj sem jaz za ladje in potem imamo še kolege iz OSPD oziroma odred za specialno podvodno delovanje. To so protiminski potapljači, ki se pač predstavljajo za svojo tehniko danes. Torej razni roboti, njihove dihalne aparate, obleke in tako dalje. Ljudje se ustavljajo, se pozanimajo o stvareh. Ja, najbolj zanimivo je glih potapljači, kar se tiče robotike, to mi je najbolj zanimivo. Drugače pa ladje vprašajo veliko, predvsem za Ankaran, ki je v bistvu že v slovenski vojski leta 97. Triglav je malo bolj poznan, tako da imajo tudi ljudje vprašanja, kak je delo na ladji, kaj se vse dela po oddelkih in tako dalje. Najlepša hvala, lep dan in lep vikend vam želimo. Hvala. We have a special opportunity to talk with our visitors. We have visitors from Pivka, from Slovenia, but you are really something special. You came all the way from the Istanbul with your family. Yes. Can you introduce yourself a little bit and tell us what is your main object of the visit? Okay. My name is Münir Cansu Özden. I'm an assistant professor in Istanbul Technical University. I'm teaching submarine design. We had 9 days of holiday during this time. I like visiting different countries for submarine museums. I've been in the United States, I've been in Russia, United Kingdom, etc. In this 9 days holiday, we wanted to travel to Montenegro, Slovenia and Croatia to see submarine museums about old Yugoslavian submarines. This Una class submarine is my favorite submarine because it is very unique. I came by car and our travel to here took about 2,000 kilometers because we visited different cities. In Tivat there is also one Una class submarine, but it is not possible to see inside of the submarine. So we came here 4 days ago to visit inside of submarine with your guidance. And it was very good chance for me to see what technology you had during this Yugoslavian period. This submarine, I believe, is very unique. You built it in 80s. In that time, there was almost no submarines built with this X rudder form. You are one of the first appliers of this unique technology of that time. First, United States in USS Albacore submarine applied this kind of rudder, and then Yugoslavia and Sweden, and later Germany and Netherlands applied this kind of technology. And now
United States Navy has this kind of swimmer delivery vehicles, and they are for the first time they are using this X-Rudder technology. So they kind of invented this technology, but they didn't use. But now they understand how good it is. So one of the main achievements of the technology during this Yugoslavian army time was this X-Rudder system, and also this is a dry swimmer delivery vehicle. Many countries had wet type swimmer delivery vehicles. In late 90s, I think, United States built something like this, advanced swimmer delivery system. But they abandoned the project because it was too expensive. Maybe $2 million it costed. And then they abandoned this project, but now they are building dry combat submersible light project, which is almost exactly the same with X-Rudders and without a sail. It is also very unique. A submarine without a sail is also very unique. So you achieved these 40 years ago, when I was born. But world is following you with this technology. So it is very unique, and I think the form of this submarine is also something that other navies are copying now, because even German 212 submarine is much larger than this. It is only the scaled version of this. So almost the same bow shape, aft shape, X-rudders, etc. Even maybe the position of the sail is almost the same. So you created some technology. Unfortunately, you abandoned it. But many developed, very modern navies are just copying this technology now. So it is very unique. I came 4 days ago to visit this submarine. I didn't know that there will be a meeting of the ex-submariners. So after I know this meeting, I decided to stay 4 more days to come again, be inside. This is I feel myself very lucky that it was my holiday time. I decided to go to Slovenia, and there was this submarine meeting. Actually, last week you had a meeting in Tivat. Yes. I was very sad that I missed that meeting, and I didn't know that 1 week after you have a meeting here. So yeah, I'm very, very lucky. Mr. Professor, thank you very much for your time, for your explanation, and wish you a pleasant stay here in Pivka in Slovenia. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Tukaj smo pri eni zelo zanimivi dejavnosti, izdelavi česa točno? Periskopa. Periskop iz papirja. Iz papirja. Pa kako to poteka? Najprej dobijo otroci tako slikico, Ja. potem pa tako to moram gledati tle, ne? Kar mene gleda. Bom kar tebe gledala, ja. Jak sem začela kaj gledati, je stvar navade. Potem otroci to zrežejo in na koncu zlepijo in dodajo ogledalca. Vidim, da imaš veliko mladih obiskovalcev, tako da te bomo kar pustili primeru v ustvarjanju in vam želimo vsem skupaj lep dan. Enako. Hvala.
lepo pozdravljeni, gospod Sever. Prvi obiskovalci našega čovna so tukaj za nami. Imeli ste prve ljudi na vodenju. Pravzaprav prvič predstavljamo ta čovn naši javnosti in kako se vam zdi, kako se počutite tukaj v Pivki? Ja, počutim se odlično. Super, da je to plovilo pristalo tukaj. Sedaj je možnost ogleda širši javnosti in vse tole. Prvi odzivi so zanimivi, predvsem otroci, pa tudi odrasli so, to je res veliko, ne? Če gledamo lahko v 4 nadstropjih, ne? In nekako gromozanska, kot bi vi imenovali XXL eksponat tu pri vas, ne? Je kar velika stvar in mislim, da so pozitivni odzivi od obiskovalcev. Če nam lahko sam na hitro poveste, pravzaprav osnovni namen, ki ga je ta čovn upravljal, ko je bil še aktiven? Ja, osnovni namen oziroma ko se je nabavljal leta 1994 in potem, ki je bila krstna splovitev 1995, je bilo za patroliranje in pa varovanje človeških življenj oziroma reševanje ljudi in premoženja na morju. Ste pa seveda s njim tudi dejansko ogromno življenj rešili in ogromno posredovanje imel. Ja, tako drži. To bi se dalo šteti v desetine, če ne stotine oseb oziroma življenj. Glih zaradi svoje karakteristike, velikosti in vse tole je bilo možno, da je tole plovilo izplulo tudi v zelo slabem vremenu, raznih tramontanah in vse to. In je glih zaradi svoje konstrukcije uspešno rešilo marsikatero življenje. No, zaradi konstrukcije in tudi teže je seveda bil sposoben takih reševanj v takih najtežjih razmerah. Policija trenutno še čaka na njegovega naslednika. Ja, nasledniki sicer so. Imamo 2 gumenjaka, sicer manjše velikosti kot tu P8 in pa P16. Je pa bil dan razpis in se trenutno čaka oziroma pristojne službe rešujejo zadeve, da bi policija nabavila tudi še malo večji čovn. Sicer ne takšne velikosti kot to, ampak malo večji, da kljubuje vremenu. Tako. Najlepša hvala in lep dan še naprej in tudi jutrišnji dan. Hvala tudi vam. No, veliko veselje nam je, da je z nami eden izmed poveljnikov tega čovna 511 in bo najbolj, kar sam najbolj vedel povedati, kaj več tehničnih karakteristik, motor, ki se tukaj zdaj nahajamo v strojnici, tako da lepo pozdravljeni tudi vi. Prvič predstavljamo čovn javnosti, neki ljudi ste že imeli za sabo, kako se vam zdi današnji dan tukaj pri nas v Pivki? Ja, zelo, mislim, ljudi kar zanima, no, tako da se vidi, da je to dobra pridobitev za ta muzej. Meni je malo drugače to, ker dejansko sem še nazadnje delal na tem čovnu, tako da bolj kakšne spomine jaz obujam in tako kot kaj drugega. No. Je malo čustveno tudi, ne? Ja, seveda je čustveno. Dosti smo delali na tej barki, dosti dogodivščin je bilo, dosti nekih reševanj, dosti dobrih in slabih trenutkov, tako da kakšenkrat, no, mi vse to pride, no, vse te spomini. No, nahajava se prav v Drobovju, v osrčju, v strojnici. Nam boste malo povedali tehničnih stvari, morda, kar tudi ljudi zanima. Ja, to je strojnica, 2 generatorja smo imeli, oziroma so še tlele. Motori so 1650 konjev po motorju. Ta barka je delala tam enih 36 vozlov. To je bilo, pač stalnica je bila, ko si prišel na barko zjutraj, si prvo pogledal strojnico, se je pogledalo, se je preverilo olja, se je preverilo, imeli smo checklistov, po kateri smo šli in smo to vse preverili, dejansko pred izplutjem. Enako kot letala, ki morajo vse preveriti, preden vzletijo, ne? Ja, točno tako, ker pač to je bilo priklopljeno, je bilo na obali, na elektriko, pol, ko si prišel gor, si mogel prvo generatorje pržgati, si mogel odstraniti določene zadeve, kar se tiče tega, da smo lahko pluli. Tukaj smo pogledali, seveda, kar se tiče motorjev vsega in pol je bila barka pripravljena za izplutje in si lahko šel na morje. Midva se, kakor razumem, nahajava v najnižjemu nivoju te ladje, so pa 4 nivoji, ne? Tako da bi si človek predstavljal prav kot na 4 nadstropja, ne? Kaj je v naslednjih? Ja, tle je pač najniže, ja, dejansko. Pol imamo tam je salon s kuhinjo, ker dejansko je bila barka namenjena tudi za daljšo plovbo, za to, da si lahko kar en cajt preživel na morju.
In naprej je tu spalnica. Sicer spalnica nekako se ni uporabljala, ker več ali manj smo delali po 12 ur, no? Tako da imeli smo tudi prostor za druženje v salonu, ne vem, lahko smo si nekaj skuhali, tako da smo lahko bili dejansko 12 ur na morju. Od zgoraj je pol seveda ta kabina, kjer si opravljal plovilo, radarski sistem in navigacijski sistem, pa ne vem, seveda te naše policijske zveze, in več ali manj smo bili tam največ časa, seveda, ker si nadziral pač ribiče, nadziral mejo, tako da več ali manj se je bilo tam in tudi čoln se je tam upravljal. Pol od zgoraj, od zunaj pa seveda tudi komandni most, ki nam je služil bolj pri kakšnemu delu, ko si kaj vleku ali kaj tacga, ali pa kot za pristajanje. No. Za pristajanje je bilo, ker je barka kar tako nepregledna, je dokaj velika, tako da je tam bilo dosti lažje to narediti. No. Koliko štela redna posadka recimo ljudi? Redno nas je bilo najmanj 4. Najmanj 4 so bili. En je bil poveljnik in na zadnje so bili 3 mornari. Prvo je bilo, so imeli še strojnika tlele, tako da so sami tudi takrat upravljali vsa delovna, mislim vsa dela, vse vzdrževanja so delali sami. Pol kasneje se je to nekako spremenilo, so pogodbeniki pol to delali, tako da ni več rabilo tisto resno pomorsko strokovno oziroma tako da so pol pač mornari bili, v glavnem 4 so mogli biti za varno delo na temu plovilu. Za pristajati bi lahko bilo tudi manj, ampak kar se tiče dela, sploh za našega policijskega dela, je moglo biti 4 posadke. Kako ste se zmenili, kdo bo kuhal? To ponavadi eni so se kar javili, tako da niso rabili kaj drugega. Tako da smo se zmenili, no. To je bilo vedno, kar se tiče naše ekipe, smo se vedno vse zmenili, no. To je tudi plus tega, kar je meni dobrega na Pomorski, no. No, mi smo zelo veseli, da se je barka ohranila tudi za naše zanamce, da jo vsaj v muzeju lahko pogledamo. Lepa hvala, ker ste si vzeli čas tudi za ta intervju in vam želim lep dan in lep vikend. Ja, enako, hvala. Sej za vikend sem itak tukaj, tako da. Okay, hvala. Živijo Sweet Point, tudi danes ste z nami tukaj na podmorničarskem vikendu, že kar nekaj časa naši prijatelji, pa morda povete 2 besedi za naše gledalke in gledalce, kaj pravzaprav ponujate, kaj imate pri vas? Živijo vsem vašim obiskovalcem in gledalcem. Najprej bomo pohvalili ekipo Parka vojaške zgodovine, ki je res, tukaj vlada taka pozitiva, da se vam res plača pridati. Drugače pa lahko obiščete našo stojnico, kjer dobite mini ameriške palačinke z dodatki. Najboljši točen sladoled s prelivi. V hladilniku se najde gin tonik, limonada, kakšna viljamovka, medica in pa najboljša kavica. Tako da vabim. Odlično. Samo še eno vprašanje zasebne narave. Na tako majhnemu prostoru morata 2 človeka biti, se morata pa kar fajn med sabo razumeti, Če se pa ne razumeva, gre pa en ven. Lep dan, živijo. Čau!